V drugo polovico leta smo stopili rahlo zadržano. Kljub temu, da so nekateri trgi bili pozitivni, smo na globalni ravni beležili 0,3% padec globalnega indeksa. Spremljali smo tudi dejavnosti centralnih bank, ki so zaradi robustnega gospodarstva in zelo močnega trga dela še vedno nenaklonjene nižanju obrestnih mer. Bili smo priča tudi visokim rastem cen nafte in pa ameriškega dolarja. Med regijami je tokrat najbolje odnesla Japonska, sledile so ZDA, najslabše pa smo se odrezali v Evropi. Med sektorji se je najbolje odrezala energija zaradi že prej omenjene visoke rasti cen nafte, po drugi strani pa smo največje padce beležili pri sektorju nepremičnine in oskrba. Pri obveznicah so najslabše odnesle tiste državne obveznice, najbolje pa so odnesle podjetniške obveznice. Res je, pogled na delniške trge nam letos razkriva dokaj koncentrirano rast. Predvsem je to prisotno v Ameriki, ker če izvzamemo 7 največjih podjetij, opazimo, da delniški indeks praktično ni zrastel. Ali je rast tako koncentrirana nevarna za trg? Rekel bi ne. Posledica take koncentracije v letošnjem letu je predvsem, da so največja podjetja tehnološki velikani, ki so veliko pridobili z popularizacijo umetne inteligence v zadnjem obdobju. Opažamo velika vlaganja v umetno inteligenco, za katere pa računamo, da bo imela velik doprinos k produktivnosti in k višanju dobičkov v naslednjih četrtletjih, kar se bo odrazilo na širši rasti indeksa. Za naslednje četrtletje imamo za vse naložbene razrede nevtralno priporočilo. To pomeni, da vlagateljem priporočamo, da se držijo osnovne alokacije, ki jim je bila priporočena, glede na njihov profil tveganja in dobo varčevanja. Med regijami smo tokrat najbolj naklonjeni Japonski in ZDA, nevtralni smo do Evrope, še vedno pa ostajamo zadržani do trgov v razvoju. Med sektorji, kot najbolj perspektivne za prihodnje četrtletje, vidimo sektor informacijske tehnologije, telekomunikacijskih storitev, potrošnih dobrin in financ. Med obveznicami smo bolj naklonjeni obveznicam znotraj naložbenega razreda, vendar pa priporočamo vseeno večje tveganje znotraj tega razreda. Med državnimi obveznicami pa preferiramo obveznice perifernih držav pred obveznicami jedrnih držav.